enostavno prilagoditi življenju, prilagoditi situaciji, prilagoditi problemom ljudi. En tak večjih problemov se je pojavil v zadnjem času, ko največje število ljudi, seveda govorimo o nekaj tisoč ljudeh, dobivajo domov plačilne naloge. Plačilne naloge za nekatere prekrške, ki so bili storjeni tukaj v Ljubljani, govorimo o postopkih mestnega redarstva, za leto dni in več nazaj. Zdaj, pogledajte, smisel neke zakonodaje in smisel sankcije je v tem, da je ta sankcija hitra in je s tem tudi učinkovita in ima seveda velik preventivni učinek. Če je državljan kaznovan zato, ker je prehiter vozil včeraj in jutri dobi položnico, ki jo mora plačati v 8 dneh, temu lahko rečemo učinkovitost. Če pa mi pridemo v situacijo, ko po letu dni dobi državljan en kup enih položnic, ki jih mora plačati za neke prekrške, ki se jih sploh ne spominja več, ampak so fotodokumentirani. Ne bom rekel, da je to glih lahko ogrozi ali pa tudi ogrozi njegov materialni položaj. No se zdaj dogaja, da ljudje so dolžni po celo plačo. Pa to ni več smisel tega v tem, da bo seveda preventivno delovalo na njega, da bo vozil dovolj počasi, odnosno skladno z omejitvami, ampak je tem bolj seveda stvar polnjenja proračuna ljubljanskega v tem primeru. Ampak jaz se ne bom tukaj spustil v polnjenje ljubljanskega proračuna, kakor to, da smo prepričani, da morajo biti zakonske odločitve take, ki bodo prekrškovne organe, v tem primeru ljubljansko mestno redarstvo, seveda pa bo zakon veljal, koliko bo sprejet za vse prekrškovne organe, ki se ukvarjajo s prekrški s področja cestnega prometa, da bodo svoje delo opravili takoj. Ne da bojo čakali leto dni pa zbirali kupe materijala in čez leto dni pošiljali položnice, ampak da bodo to nalogo opravili takoj, kot bi človek rekel tem. Mi predlagamo spremembo zakona pravzaprav samo v 2 členih, tretji govori pa že o tem, da kdaj začne zakon veljati. Če pogledate, sedanje stanje je preprosto tako, da je možnost od storitve prekrška z vsemi zavlačevanji ured 2 leti. Gledajte, 2 leti vam lahko nekdo čaka z pošiljanjem položnic in zastaranji in tako dalje in tako dalje. Po 2 letih pa stvar zastara. Mi želimo s tem zakonom doseči 2 cilja. Prvi je ta, da v primerih, ko so ti prekrški dokumentirani s kamerami in drugimi tehničnimi sredstvi, lahko tudi radarji, in plačilni nalog ni izdan takoj na kraju. Torej, plačilni nalog ni izdan takoj na kraju, da mora prekrškovni organ reagirati v 8 dneh. V 8 dneh mora izdati plačilni nalog. Če mu tega v 8 dneh ne uspe, predvidevamo zgolj, bom rekel, eno izjemno situacijo, v kateri mora pa izdati in vročiti plačilni nalog 30 dneh. To pomeni, da bi tudi vsi ti ljubljanski zaostali prekrškarji, če jih tako rečem, morali dobiti plačilni nalog najkasneje v 30 dneh. Seveda mi predvidevamo tudi zastaranje v krajšem času. Več 2 leti. Ampak v teh primerih bi zastaranje nastopilo v 3 mesecih. Kaj želimo s tem doseči? Želimo doseči to, da organi prekrškovni delajo hitro in učinkovito. Da prisilimo, zakonsko prisilimo takemu hitrejšemu delu. Ne pa k delu, kakršnemu smo bili priča v preteklem obdobju. Zgolj še ena posebnost, seveda ta način ne bi veljal za tiste ljudi, ki nimajo bivališča v Republiki Sloveniji. To pa le moramo vedeti, da če so to tujci, tujci, so ti postopki lahko tudi daljši. Za ljudi živeče v Sloveniji pa je potem, kot smo rekli, 8 dni za izdajo plačilnega naloga, odnosno 30 dni za izdajo in vročitev, pa 3 mesece za zastaranje. V tem primeru pač morajo prekrškovni organi nositi to odgovornost, zakaj je do tega prišlo, in ne ljudje, ki dobijo potem en kup položnic po letu ali več.
Zgolj to spremembo predlagamo z moje strani. Hvala lepa.